Izvolite. Torej, hvala lepa. Moje ime je Luka Notar. Delam na oddelku kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na Nevrološki kliniki, delno sem pa zaposlen tudi na bolnici Jesenice v nevrološki ambulanti, kjer se ukvarjam pravzaprav s splošno nevrološko tematiko. Bolj specializiran pa točno sem na zdravljenje vaskularnih oziroma žilnih zapletov in možganske kapi. Kot smo že omenili, ne vem, če ste slišali, skratka preko našega oddelka gre večina, verjetno, gre velik del nevroloških bolnikov v Sloveniji. Tole smo sponzorirano. Prosil bi vse poslušalce, gledalce, da se predavanja oziroma samega ne snema, namreč poskušal vam bom pokazati nekaj primerov iz klinične prakse. Bolniki so dovolili, da se jih pokaže za primere, za predavanja, ni pa namenjeno za splošno snemanje, nalaganje na splet in podobno, tako da to bi res lepo prosil, če se tega držite. Takole bomo šli več stvari, si bomo pogledali neke osnove, dejavnike, posnemovalce, kakšna je obravnava, klinična slika, zdravljenje, če bo čas, bi se lotili še dodatno rehabilitacije. Možganska kap je pravzaprav čisto enostavno po definiciji nekaj, kar nastane zelo hitro, v nekaj sekundah, lahko v minutah, in se prezentira z negativno nevrološko simptomatiko. To pomeni, da moč v rokah akutno oslabi, pade dol, se ne premika kot na primer pri, ne vem, epileptičnih napadih. Negativna simptomatika pomeni tudi, da ljudje ne čutijo določenega dela, ne morejo govoriti, ne razumejo, ne vidijo, ne morejo hoditi. Skratka, vse nekaj, kar smo prej lahko delali, zdaj ne moremo, in to nastane pravzaprav zelo akutno iznenada. Je glavni vzrok za trajno onesposobljenost v razvitem svetu in nekje pojavlja se incidenca 200 na 100 tisoč, oziroma v Sloveniji imamo okoli 4000 primerov letno. Je tudi drugi najpogostejši vzrok za napotitev v nevrološko ambulanto. Na naši kliniki imamo, oziroma na naš oddelek imamo približno 1100 sprejemov, od tega bi rekel, da jih je verjetno vseh 200 zdravi akutno z intravensko trombolizo. Bomo še kasneje prišli do tega, kaj je to. Pomembno, oziroma kot eni splošni podatki, 4/5 kapi nastane kot posledica zaprtja žile, podobno kot infarkt, približno 20%, 15-20% pa je posledica nenadne krvavitve v možganih, kjer pride do razpoka arterij. Majhen del od tega predstavljajo anevrizme, kar pomeni zbočenje krvi, sicer pa največkrat razpočijo žile zaradi neurejenega arterijskega tlaka in dejavnikov tveganja. Kako se pojavlja, tako kot večina internističnih bolezni, s starostjo narašča incidenca, pri mladih redka, tudi drugi so vzroki. Zdaj, glavni dejavniki tveganja za nastanek se pravi možganske kapi je arterijska hipertenzija, ki pospeši aterosklerozo na celotnem telesu, tudi na vratnih arterijah, pospeši bolezni srca. In to je pravzaprav najpomembnejši dejavnik, na katerega lahko vplivamo. Se pravi, če gremo za vaskularna demenca, če samo omenim na hitro, da boste vedeli, kaj to pomeni, gre za demenco, kjer so prizadeti, se pravi, bela možganovina v globoki delu možganov, za razliko od klasične Alzheimerjeve demence, kjer je tipična slika pozabljivosti,
motnja vidnoprostorskih funkcij, načrtovanja, je tukaj bolj za upočasnjenost razmišljanja, nezmožnost predvidevanja in tipična počasnejša hoja. Dejavnik tveganja so tudi karotidna bolezen, to pomeni naplastitve na karotidnih arterijah. Naplastitve na karotidnih arterijah pogosto korelira z boleznimi srca, zato sem prepričan, da je marsikdo od vas že opravil ta pregled. Pregled je hiter in se pravi, gledamo naplastitve na tipičnih mestih na razcepišču skupne karotidne arterije, predvsem notranje karotidne arterije. Pomembno tukaj je, da boste vedeli, da so plaki lahko izraženi, ampak dokler zožitev ni 75-procentna, s pospešenimi hitrostmi, to načeloma niti ni nevarno toliko za vas, ker do 75% zožitev pomeni pravzaprav, da je tveganje za možgansko kap v enem letu manj kot oziroma okoli 1%. Vkolikor je ta zožitev večja, da nismo utrpeli možganske kapi na ustreznem mestu, se ta procent za tveganje za možgansko kap poveča. Vkolikor smo imeli recimo opozorilno možgansko kap, to pomeni možganska kap, ki se razvije enako kot ostala, ampak izzveni približno v 20 minutah do 1 ure in imajo ljudje zožitve na ustreznem delu karotidnih arterij, je tveganje za razvoj možganske kapi približno 15%. Treba je tudi vedeti, da zakaj je to pomembno. Pomembno je to zato, ker v primeru simptomatske zožitve ustavljamo žilne opornice. Ustavitev žilne opornice pa sama po sebi pomeni tudi tveganje, približno 5–10% je zapletov. Ker vam govorimo kot društvu za srce, seveda en od glavnih dejavnikov za možgansko kap je tudi srce. Nekaj je prebolel miokardni infarkt, prisotnost umetnih zaklog, na katerem lahko nastanejo strdki, in pa endokarditis. Daleč najbolj pomembno pa je motnja srčnega ritma, atrijska fibrilacija, kar pomeni plapolanje atrijev. Zaradi tega plapolanja atrijev pravzaprav nastajajo strdki, v tem delu nekoordinirano gibanje z prekati in anatomija je pač taka, da prvi strdki, ki odletijo oziroma gredo v aorto, gredo največkrat v možgane. Zato smo nevrologi zelo, zelo občutljivi, kadarkoli zaznamo ritem atrijske fibrilacije, že preventivno, recimo pri izvajanju ultrazvoka vratnih arterij, striktno vztrajamo pri tem, da se bolnik gre pokazati k svojemu zdravniku, da se posname EKG in se ga napoti v ustrezno ambulanto. Čakalna doba je seveda za antikoagulantno je dolga, predolga, je pa res pomembno, da se to čim prej po zaznavi atrijske fibrilacije, da se uvede, ker imamo pravzaprav vsak mesec, če ne večkrat na mesec primere, ko je bil ugotovljen ritem atrijske fibrilacije, so bili ljudje recimo na IPP-ju, so dobili recept za antikoagulantno terapijo, pa niso začeli jemati in jih dobimo pravzaprav pri nas kot posledico, da se razvije možganska kap. Kot endokarditis, če je slučajno, verjamem, da je kdo prebolel, pri nas posumimo na endokarditis, kadar imamo možgansko kap, mi rečemo na različnih koncih, na različnih delih glave, kjer imamo tako znak za krvavitev kot za samo kemično kap in pa dodatno imajo ljudje značilen laboratorij in neko temperaturo do 38. Pomemben dejavnik, na katerega je treba vplivati, recimo je še sladkorna bolezen.
lahko 1:2, poveča tveganje za večjo umrljivost, onesposobljenost. Ljudje z sladkorno boleznijo imajo običajno že predhodno neka premorbidna stanja. Od ostalih seveda so klasični dejavniki tveganje, kajenje, povišane maščobe, alkohol sam po sebi, preveliko popivanje alkohola lahko vodi pravzaprav tudi v motnje ritma, razvoj atrijske fibrilacije. Čedalje več govorimo tudi o obstruktivni apneji v spanju, značilna slika, smrčanje ponoči, prenehanje dihanja, prebujanje nezavestno več kot 40-krat, 50-krat, 100-krat na dnevno, vse to je kar pomemben dejavnik tveganja za možgansko kap. Kot sem rekel, možgansko kap delimo na tako imenovano ishemično. Ishemična pomeni, da se določena žila zapre. Vzrok, da do tega pride, je lahko tako imenovana bolezen velikih arterij. Velike arterije, govorimo o na primer arterijah na vratu, zato je pomembno, da ljudje z dejavniki tveganja, arterijska hipertenzija, predvsem sočasno s kajenjem, da se naredi neko preventivno nekje v starosti 60 let slikanje z ultrazvokom vratnih arterij. Lahko se ta žila na vratu počasi zapira, lahko pa je naplastitev bolj taka mehka, lipidna, in kot taka lahko se odleti naprej v možgane in zapre žilo v možganih. Drug vzrok za najpogostejši oziroma sočasen vzrok za možgansko kap, po procentih govorimo okoli 30%, za bolezen velikih arterij je srce, kot smo rekli, največkrat ritem atrijske fibrilacije, potem bolezni zaklopk, dilatativna kardiomiopatija. Pomembno ob zaznavanjih nerednega ritma je, da se posname EKG, ker EKG je še vedno najbolj merodajna oziroma edina merodajna stvar, na kateri lahko uvedemo zdravila. Pri zaznavanju nerednega bitja srca so pomembne ure, pametne ure, telefoni, ki lahko zaznajo, vendar mislim, da zaenkrat še nimajo vrednosti za potrditev diagnoze. Tretja stvar, da pride do ishemične kapi, so tako imenovane bolezni malih arterij. To so majhne arterije, ki izhajajo v globini možganov, se odcepljajo pravokotno in so zelo podvržene stresnim dejavnikom, odnosno neurejeni arterijski hipertenziji, ker zaradi anatomije žil, ki se odcepljajo pravzaprav pravokotno, so toliko bolj dovzetne za poškodbo sten, dostikrat pride potem do zapore žil oziroma lahko tudi do krvavitve. Potem imamo druga stanja, lahko kakšna hiperkoagulabilna stanja, antifosfolipidni sindrom, tako tudi recimo kakšno tumorsko obolenje je protrombogeno stanje. Pri mlajših pa večkrat pride do na primer poškodbe žil ob napenjanju, ob kakšnih padcih, udarcih v glavo, takrat govorimo o disekciji, ki pa recimo prispeva približno 25% kapi pri mladih. Krvavitve so na tipičnih mestih, tam, kot sem rekel, da so te male žile poškodovane, imamo tudi, lahko žila razpoči in pravzaprav naredi značilno klinično sliko. To v tem delu možganov govorimo o globokih jedrih, so strateška mesta, kjer se pravzaprav vse nitja iz površine možganov, površina možganov, tako imenovane sive celice, vsako področje možganov skrbi za, ima določeno funkcijo, seveda se te funkcije prepletajo, ampak načeloma se potem so nevroni celice, ki so noter, so med sabo povezane, se pa združijo, recimo motorika se združi, vsa nitja se združijo, gredo preko možganov navzdol v hrbtenjačo in
ena sprememba tukaj lahko velika že 1 centimeter, pa povzroči lahko pravzaprav enako veliko škodo kot le nekaj centimetrov, ne. To so globine, ta jedra so kot zanimivostno pomembna predvsem pri razvoju tudi bolezni Parkinsonove bolezni. Tudi v področju možganskega debla lahko nastanejo podobne krvavitve in pa pri delu malih možganov. Krvavitve so pa lahko posledica tudi nekih žilnih sprememb kot anevrizme, lahko so poškodbe, lahko so kakšni tumorji. Za možgansko krvavitev se malo razlikuje od ishemične kapi, predvsem po tem, da če je zelo obsežna, hitro pride do motnje zavesti, pri možganski kapi praviloma ne pride do motnje zavesti. Govorimo lahko tudi o komi oziroma pretirani zaspanosti, pogosto ljudje tudi bruhajo in imajo povišan krvni tlak zaradi bolečin. Verjetno veste, da možgani sami po sebi ne bolijo, se pravi, če se odprejo možgani, če se dotikamo možganov, to ne bo bolelo, bolijo pa ovojnice na površini možganov in v kolikor se poveča masa znotraj možganov, se ovojnice napnejo in to povzroča bolečino. Podobno bolečino imamo tudi pri recimo meningitisu. Okej. Zdaj, kot smo rekli, možganska kap je nekaj, kar nastane v sekundi, lahko se razvija praviloma nekaj minut in ima negativne simptome. Imamo pa tako imenovane posnemovalce možganske kapi, ki dajo podobno klinično sliko, na primer motnja v presnovi sladkorja, hipoglikemija lahko vodi v motnjo zavesti, hiperglikemija lahko posnema možgansko kap z oslabelostjo, tudi motnjo govora, zato je pomembno pravzaprav, da pri znanem bolniku s sladkorno boleznijo, da se takoj pravzaprav pomeri vrednost krvnega sladkorja. Subduralni hematom pomeni krvavitev med bazo možganov in ovojnicami, ne gre za znotraj možgansko krvavitev. Tukaj so precej nagnjeni mogoče ljudje s slabšo spretnostjo, pogostimi padci, v slovenski populaciji pa dostikrat pretirano popivanje alkohola, hkrati to vodi seveda v slabo pokretnost, udarce se ljudje ne spomnijo in lahko pride do razvoja možganske kapi. Tipično pa je v tem, da se ta klinična slika razvija ponavadi nekaj tednov od udarca, nekaj dni do nekaj tednov. Epileptični napadi, na primer pri samem epileptičnem napadu pride do tresenja okončin, kar traja v 90% 1 do 2 minuti. Potem imajo lahko ljudje prisotne motnjo zavesti in dlje časa, tudi več ur, imajo lahko oslabel del telesa, kar lahko posnema pravzaprav možgansko kap. Mogoče ste že kakšnega spoznali, ki je imel prehodno motnjo spomina, strokovno rečemo TGA oziroma tranzitorna globalna amnezija. Tipično je, da ljudje ponavljajo ves čas eno in isto vprašanje, se ne morejo zapomniti, medtem ko je govor primerno oblikovan, vse razumejo, vejo, kje so rojeni, kdo so, kje so, samo spominska motnja imajo, se pravi za določeno obdobje, ponavadi traja nekaj ur. Ljudje so ob tem prestrašeni, ker ne prepoznajo in imamo pogosto take ljudi v naši urgenci. Bom rekel, čedalje več je tudi psihogenih motenj iz različnih razlogov, ljudje prezentirajo oslabelost dela telesa ali motnje. Se pravi, sama možganska kap, še enkrat ponovim, akutna nastala nevrološka prizadetost, običajno gre za prizadetost polovice telesa. Gre za to, da so žile razdeljene levo-desno in zapora žile na levi strani možganov bo vodila v oslabelost desnega dela telesa zaradi križanja vlaken.
Na isti strani, kjer je prizadeta roka, je običajno tudi povešen ustni kot. Najbolj tipični znak je zraven tudi, da je prisotna motnja govora. To pomeni, ali da ljudje ne razumejo, oziroma da razumejo vse, pa ne morejo nič povedati, oziroma nerazumljivo govorijo. To je znana krilatica GROM, govor, roka, obraz in pa minuta, da se treba hiteti. Če slučajno prepoznate človeka, ki je utrpel možgansko kap pred vami, oziroma da je prišlo do neke akutne prizadetosti, ste se recimo pred pol ure še normalno pogovarjali, potem pa ste nekam prišli in ugotovili te znake, je bistveno hitro ukrepanje, klicanje pravzaprav ustrezne številke 112, povedati, kaj je in približno kdaj je to nastalo. Bolj pomembno kot čakanje mogoče na rešilca, če ste nekje v oddaljenih krajev, pa lahko pravzaprav vedno tudi se pripelje takega človeka v urgentni center, da se ne izgublja časa. Verjetnost za krvavitev, kot sem rekel, je manjša, kot da gre za zaporo žile. Pri nas pa je bistven čas ukrepanja, kar bomo videli malo kasneje. Zdaj bi jaz mogoče vam predstavil eno bolnico starejšo bolnico, ki je utrpela možgansko kap, področju levih možganov, leve polovice, srednje možganske arterije, kar se je prezentiralo s tem, da gospa ni mogla premikati desne strani telesa, niti ni razumela, kaj ji hočemo povedati. Tako da Tukaj ustavimo snemanje. Veste kaj, imam malo, ali lahko še malo naprej gre, samo majčkeno, da. Bomo tole malo, je preskočil tale slajd, se oproščam. Pa bomo dali samo naprej, skratka, se oproščam, ko pridejo ljudje, ko so napoteni v našo kliniko, je tole vhod na našo urgentno ambulanto, kjer običajno ljudi pregledamo in se odločimo za naprej, aktiviramo tudi nevroradiologa. Zdaj pa lahko ustavite, prosim. Evo, lahko nadaljujete. Dobro. Evo, izvolite. Skratka, gre za različne klinične slike, kot sem pokazal. Zadnja ni bilo to, da bi mi človeka želeli mučiti ali pa karkoli, ampak na ta način vidimo oziroma si prikažemo, ali gre za pravo kap ali pa ne. Zdaj, mogoče bi šel naprej, se pravi, mi zdravimo možgansko kap v čim krajšem času od nastanka kapi. Zdravimo lahko z tako imenovano intravensko trombolizo, to je z zdravilom, ki ga vbrizgamo v veno. Če je strdek večji, pa gredo podobno kot za koronarografijo, gredo preko arterije, pri nas preko stegenske arterije, ne preko roke, in potegnejo ta strdek nekje ven oziroma vstavijo žilno opornico. Zakaj je čas pomemben? Čas je pomemben zato, ker zdravilo je bilo registrirano oziroma so ugotovili, da je varno zdraviti 4,5 ur od nastanka možganske kapi. S tem, da v prvi uri pomaga to zdravilo približno 50% ljudem, po 4 urah pa pol, pa po statistično gledano, glede na dolgi rok, samo enemu od 14. V zadnjih 2-3 letih se je ta čas podaljšal, tako da zdravimo tudi ljudi, ki so utrpeli možgansko kap, lahko tudi 9 ur pred nastankom ali več, ampak mora biti posebni pogoj, mora biti narejeno posebno slikanje in na tem posebnem slikanju ne sme biti že sprememb vidnih na možganih.
Tako da včasih tudi nismo zdravi ljudje, če so se zjutraj zbudili, potem nismo imeli časa nastanka, in ti ljudje so bili absolutno kontraindicirani za zdravljenje z intravensko trombolizo, zdaj pa z modernejšim načinom slikanja, ki ga ima večina bolnic že v Sloveniji, izjema je zagotovo bolnica Jesenice, pa ne vem, če še kakšna druga od akutnih bolnišnic, te pač ne omogočajo in potrebujejo že takoj premestitve k nam. Zdaj, ker ste bolniki z boleznimi srca, verjamem, da je kar nekaj bolnikov, ki ima tudi atrijsko fibrilacijo, je pomembno vedeti, da je tudi jemanje antikoagulantne terapije kontraindikacije. Jemanje antagonista vitamina K, sintrom oziroma Marevan, kontraindikacija ni, kolikor je vrednost INR manj kot 1,7. Od novejših preventivno jemanje nizkomolekularnega heparina, fragmina, fraksiparina, kleksana in podobnih, je kontraindikacija, kolikor se jemlje v terapevtskem odmerku, dvakrat dnevno v polnem odmerku, oziroma s podaljšanim sproščanjem, kolikor se jemlje v preventivnem odmerku, recimo po operacijah, to ni kontraindikacija zdravljenja za intravensko trombolizo. Jemanje novejših antikoagulantov je načeloma Proteas, se pravi Xarelto, Pradaxa, Eliquis, je načeloma kontraindikacija, vkolikor je bilo zaužito 48 ur pred samim dogodkom. V razvitem svetu in v večini splošnih bolnišnic se lahko določa nivo vrednosti anti-10A, se pravi nivo naprimer apixabana, Eliquis, in vkolikor je ta v ustreznih referenčnih enotah in je človek vzel manj kot 24 ur pred tem, se lahko da intravensko trombolizo. Na žalost, dostopnost laboratorija ni 24 ur z izjemami. Izjema, naprimer, SB Jesenice, kjer delam, je vrednost določijo v 20 minutah. Prednost, naprimer, tukaj enega od teh je, se pravi, dabigatran oziroma Pradaxa, le-ta ima možnost reverzibilnega učinka z antidotom, tako da lahko, kljub temu, da se zaužije to zdravilo, se da ta antidot, kar steče v nekaj minutah in potem se normalno zdravi. Včasih je bila kontraindikacija, se pravi hipohiperglikemija, po novem tudi ob jasni nastanek klinične slike možganske kapi z jasnim izpadom na slikanju, dajemo zdravilo kljub visokim vrednostim krvnega sladkorja. Določena stanja so tudi kontraindikacije, pomembnost zopet zato, ker gre za bolnike, za vas bolnike za srce, miokardni infarkt. Dobimo primere, ko je sočasno pride do miokardnega infarkta in možganske kapi. V tem primeru praviloma zdravimo najprej glavo oziroma zdravimo z intravensko trombolizo, da bi rešili glavo, hkrati pa to zdravilo vpliva tudi na strdek v srcu. Nekje od 6 ur do enega tedna je področje, kjer praviloma ne se zdravi z intravensko trombolizo. Priporočila strokovnjakov pa recimo, če gre za NSTEMI, lahko po enem tednu bi se lahko dal to zdravilo, sicer pa je treba konsenz med tem 6 tednom in 3 meseci, treba se posvetovati. Namreč med samim miokardnim infarktom se poškoduje mišica in je bolj ranljiva in to zdravilo, ki pravzaprav vpliva na raztapljanje, bi lahko povzročilo hude poškodbe na srcu. Ok, to smo povedali, tole smo vam povedali. Prilagoditve za nekaj let je veljalo, da smo malo prilagajali odmerke za
starejšo populacijo pa je ni več. Se pravi, možnost zdravljenja, če je zaprta velika žila, vem, da vam tele slike nič ne pomenijo, ampak hkrati, se pravi, osnovno slikanje je CT glave, kjer si prikažemo nativno sliko in če tukaj ni sprememb, potem gremo naprej, naredimo tako imenovano perfuzijsko slikanje, imamo več perfuzijskih slikanj, določimo, kakšen je pretok krvi, kakšen je volumen krvi, koliko časa traja, da kri pride, in če so te parametri ugodni in če zapora velike žile, samo pokazal bom, tole je žila, ki prihaja od spodaj navzgor, na tej strani je prisotna, na tej strani ni prisotna, in to je običajno mesto, kjer lahko interventni radiolog še pristopa in potegne strdek ven, ker namreč, če je strdek, vemo, da če je tle strdek večji od 5-6 mm, ga zdravljenje z intravensko trombolizo praviloma ne bo raztopilo. Aktilize pomeni zdravilo posebno zmešano, ki se daje v bolusu, potem na črpalki, 10% se ga da enkratno, potem pa preostanek se daje v 1 uri. Takole izgleda laboratorij, kjer si prikažejo žile naši interventni radiologi z interventnimi inženirji. Po samem posegu akutni možganski kapi, ljudje pridejo v našo enoto, to je enota za možgansko kap, kjer ljudje praviloma niso intubirani, so pa monitorizirani in se jih spremlja v primeru kakršnega koli poslabšanja. Poslabšanje lahko pride do krvavitve po intravenski tej trombolizi. V tem primeru naredimo pač kontrolni CT, kot smo pa rekli, določene kapi pa vemo, da se bo razvile, poslabšale z motnjo dihanja, zastojem dihanja, moramo pa pripravljeni, da pride ekipa iz oddelka intenzivne terapije, da pravzaprav se bolnika čim prej intubira. Takole, govorimo že skoraj 45 minut. Poskušal sem vam čim bolj nazorno pokazati. Če se želi, vam lahko povem še, kaj delamo naprej, ko pridejo iz tega dela, oziroma kakšna je še rehabilitacija pri nas. Ja, z veseljem. Okay. Ja, kar izvolite. Ja, okay. Se pravi, ko so ljudje iz te naše akutne enote premeščeni, to je praviloma po enem dnevu. Po enem dnevu mi naredimo kontrolni CT, vidimo, ali je prišlo do kakšne krvavitve, koliko velik del možganov se je okvaril in tudi vidimo klinično, kakšna je prizadetost. Na naši kliniki je tako, da ljudje niso toliko ločeni po starosti, kot načeloma bolj po tej prizadetosti, bolj prizadeti potrebujejo več nege, pogostejše aspiracije, hranjenje, gre na tako imenovano oddelek intenzivne nege 2, medtem ko tisti, ki so bolj odnesli, zastarane kap, mlajši, klinično boljši, ne mlajši, ampak klinično boljši, gre na oddelek intenzivne nege 1. Na obeh oddelkih izvajamo celostno rehabilitacijsko obravnavo. In sicer... Dober dan. Ja, dober dan. Jaz bi rada pozdravila doktorja Luka Notarja. Jaz sem vaša bolnica, jaz sem imela 2017 možgansko kap in me zelo veseli, da odkole osveščate še ostale o možganski kapi. No, moram vam povedati, da sem se lepo rehabilitirala, da sem zdaj predsednica kluba bolnikov po možganski kapi v Logatcu, tako da gre, z vztrajnostjo se da priti nazaj. No, super, boste pa na koncu povedali, samo da še ostalim povemo, kako pri nas približno poteka, prav? Prav, velja, se opravičujem. Se pravi, kar je pomembno vedeti pri možganski kapi po rehabilitaciji, je to, da bolniki največ dosežejo v prvih tednih, mogoče 8, nekje do 12 tednov, 95%, kot vidite, se naredi v prvih 3 do 6 mesecih, po 20 tednih bistvenega vidnega napredka ni več. Najbolj pomembno je to predvsem govorim za motorično dejavnost, za hojo, za premikanje. Govor se lahko
opravlja dlje časa in ostale funkcije, lahko še kasneje, ampak bistveno pa je tisto, kar naredimo v prvih mesecih. In mi, se pravi, z zgodnjo rehabilitacijo začnemo takoj. To pomeni, ljudje, ki utrpijo ishemično možgansko kap, začnemo isti dan oziroma naslednji dan z izvajanjem te delovne terapije, fizioterapije, logopedske obravnave, kolikor gre za možgansko krvavitev, običajno nekaj dni počakamo, stabiliziramo, izvajamo v postelji, naredimo kontrolni CT, če ni povečanja, se upamo počasi človeka vertikalizirati. Izvajamo torej delovno terapijo, se pravi, kjer, se pravi, gre za predvsem neke take vsakodnevna opravila. Če so nepopravljivi funkcionalni deficiti, se pravi, kolikor gre za popolno oslabelost, legijo roke, jih delovna terapija mora naučiti kompenzatornih metod za izvajanje pomembnih nalog. Če to ni mogoče, učenje enoročnih spretnosti in s tem posluževanje različnih pripomočkov, prilagoditev, ki so seveda lahko začasne ali stalne. Lokomotorna fizioterapija, se pravi, razlika med enim pa med drugim, če si predstavljate delovna terapija, nekaj, da postavimo človeka za mizo in mora nekaj delati, mora jesti, pripravljati, če si enostaven obrok, kavo skuhati. Lokomotorna fizioterapija je namenjena predvsem s tem, da bi človeka lahko spravili na noge. In kot smo rekli, v prvih 12 tednih dosežemo najboljše okrevanje. Imamo to fazo okrevanja, potem prilagajanje in pa faza kronične prizadetosti, da človeku pomagamo pri prilagajanju, sprejemanju drugačnega načina življenja. Logopedska obravnava je verjetno rak rana tudi našega zdravstva, zakaj prisotnost logopedov je borna. Logopedinje imamo zelo dobre, nekatere na nevrološki kliniki, kjer je treba res pohvaliti, mogoče kar javno, da povem, da naša Klara Trkov in Nine Barbara in Tina so super in zelo se utrudijo, upravljajo, zdaj sem skoraj malo se zafrknil, se oproščam, opravljajo naprej, tudi ostali terapeuti seveda so pri nas fantastični, ampak logopedov pa res manjka po Sloveniji, tako da pri nas so prisotni v določenih zdraviliščih, jih imajo, in pa potem v Soči. In treba je vedeti, da obnova teh jezikovnih sposobnosti zahteva veliko več časa kot sama motorika, lahko tudi več let. Motnja govora lahko vpliva tudi na psiho, na depresijo, skratka ljudje vedo, da imajo določen deficit in ne morejo pravzaprav se normalno pogovarjati, lahko to vodi v motnje razpoloženja, gospa Gordana lahko tukaj povedala, če je okej s tem. Skratka, tudi motnje požiranja, treba je paziti, da se vzpostavi vzorec prilagoditev hranjenja, da ne pride do morebitnih aspiracijskih pljučnic. Psihološke obravnave, to moram pa povedati, da jo pa vsi niso deležni vseh akutnih prizadetosti, ne moramo narediti, usmerjena je predvsem, če gre bolj, recimo, če vidimo, da je bolj ta čelni reženj prizadet, kjer je bolj pomemben za načrtovanje, predvidevanje, ali pa pri mlajših bolnikih, ki so še delovno aktivni, vožnja avtomobila lahko predstavlja sposobnost. Če vemo, da bomo ljudi poslali naprej na celostno rehabilitacijsko obravnavo, na primer na URI Soča, potem so deležni te obravnave tam. Pomembno je pa tudi, da recimo, če pride do kakšne krvavitve, tudi ni fajn, da se izvaja takojšnja psihološka obravnava, ki je pravzaprav skoraj boljše narediti to, kot mine nekaj časa. Se pravi, kaj pomejo, se pravi, zelo so prilagodljivi, nihanje
je izrazito zmogljivost in mentalne učinkovitosti znotraj dneva ali po krajšem časovnem obdobju, in pa seveda okrevanje ni vsakodnevno, da gre na boljše, ampak lahko v različnih skokih poteka. Večina naših bolnikov nadaljuje zdravljenje v zdravilišču. Zdravilišče gre za subakutno celostno rehabilitacijo. Določena zdravilišča so, ki sprejemajo naše bolnike. Ne morete vedeti, da naši bolniki so težki bolniki, za razliko od recimo ortopedskih, kjer pač ne pridejo takoj po operaciji, pridejo kasneje, ko so doma, so hodeči, naši bolniki so lahko nepokretni, težje vodljivi, slabše sodelujoči tudi zaradi akutnega, se pravi, tudi pride do prizadetosti kognitivnih sposobnosti in potrebujejo več časa, da lahko sodelujejo. Skratka, moramo pohvaliti zdravilišča Laško, Dobrna, ki vzameta veliko naših bolnikov, tudi Dolenjske Toplice in pa Šmarješke Toplice. Rehabilitacija je načeloma se pravzaprav po utrpeli možganski kapi, je možnost 14 dni, vkolikor ljudje dobro napredujejo, se na priporočilo tamkajšnjega zdravnika podaljša še za 7 dni. Možna pa je tudi obnovitvena rehabilitacija na 2 leti, vkolikor pride do poslabšanja funkcije. Tako, mislim, da smo bili kar izčrpni in smo končali z moje strani. Ja, super. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje? Vprašanje je v chatu. No, jaz bi že vprašal. Halo? Ja, Se slišimo? tako je. Ja, bom vprašal direktno, če bo potrebno, bom dal pa seveda dodatne informacije. Zanima me, kaj pomeni kronična mikrožilna levkopatija. Čisto enostavno, to pomeni, da okvara, rečemo tako, okvara teh malih žilic, ki sem govoril, da je te dejavniki tveganja starost, arterijska hipertenzija, in se kaže kot nekje, če gremo na CT gledati, se kaže kot take črne pikce, majhne, večkrat se lahko tudi med sabo združujejo po globini možganov, bilo bolj kot ne črno na magnetu, ki je pa dostikrat narejen, so popisane tudi take hiperintenzivne T2 lezije. To se pravi, če bi rekli, da bi bilo tlele veliko neke v tem delu, v sredini možganov veliko neke sivine. In to je dejavnik tveganja, recimo, za to, kar sem rekel, vaskularno demenco, se pravi, malo večja upočasnjenost v vsakodnevnih opravilih ali pa kakšne težave s hojo največkrat. Pride pa kot vsi, se pravi, posledica je pa okvara malih žil, s temi dejavniki, ki so klasična tako za možganske žile, kot tudi za srce, sladkorna bolezen, starost, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, kajenje. Prosim, smem nekaj vprašati? Seveda. Hvala. Zanima me, recimo, rekli ste, da tromboliza pri bolnikih, ki imajo antikoagulantno terapijo, skoraj ne pride v poštev. To se pravi, najbrž nima smisla sploh hiteti. Ne, ima, zato ker pri ljudeh, ki mogoče nisem vsega povedal, skratka, eno je, da odvisno, katero zdravilo se jemlje. Ja, pa marihuano nihče ne more imeti tako nizke vrednosti, če ga redno jemlje. Če ga redno jemlje, ampak hkrati pa se veste, da lahko niha in imamo večkrat, da imamo recimo, bom zdaj rekel takole, bi mogel pogledati na sam računalnik, ampak če so jemali, je kar za sprejem tiste bolnike, ki jih mi dobimo v bolnico, je kar velik procent tako, da imajo prenizko vrednost INR. Druga stvar je pa to, da če imajo že urejeno, ker marevan, niti tako marevan kot ta novejša zdravila niso 100%. Tudi pri novejših zdravilih obstaja skoraj 25% zmanjša vrednost za možgansko kap za približno 75%, približno. In lahko nastane velik strdek. In če ta strdek recimo nastane na tem delu, da je velika žila,
se lahko zdravi to mehansko, tako da se pokliče interventnega radiologa in strdek posesa. Hvala, hvala. Jaz bi še nekaj vprašala. Kar. Jaz bi vprašala, glede na to, da sem imela že anevrizmo in možgansko kap, kaj lahko jaz sama naredim, da preprečim ponovno kap? Ker zdaj se mi na levi strani dela še ena anevrizma. Kaj lahko jaz naredim kot sama, Ja. da preprečim še kakšno kap? Prav, verjamem, da imate te dejavnike tveganja, da imate urejene. Druga stvar je pa tako, če se dela nova anevrizma, mi vedno precenimo, ali je človek že utrpel supraarteriono krvavitev iz anevrizme, kot tak je bolj dovzeten za ponovno krvavitev. More biti pa, se pravi, mi spremljamo anevrizmo, dokler je anevrizma zelo majhna, recimo milimeter, 2, takrat ne bomo nič delali, ker bo tveganje, da bo šlo pri samem zapiranju te žile, ki je tako drobna, da bo ta žila zaradi samega posega počla, ne naredimo nič. Če pa vidimo, da se anevrizma povečuje, naprimer, da je bila eno leto 2 mm, naslednje leto 4-5 mm, in da je oseba ali pa da ste vi že utrpela možgansko kap, potem se pa hitreje odločimo in poskušamo to anevrizmo, se pravi, izključiti iz obtoka. Aha. A lahko kaj drugega naredim, ali gibanje, ali prehrana? Glejte, za anevrizmo največ dejavnik tveganja je, se pravi, starost, arterijska hipertenzija in pa kajenje. Aha, to ne kadim. Jemljem vredno aspirin. Sem športnica, pojem, se gibam, probam se zdravo Večkrat to ne morete narediti, večkrat to ne morete narediti. Dobro, najlepša hvala vam. Zaenkrat so rekli, da ta anevrizma na levi strani, da je še majhna, ampak imam redno kot sem rekel, doktor Jani Kenda sem. Tako, ker je problem je to, da če je, kot sem rekel, vsak poseg v telo prinaša določeno tveganje, in mi precenimo, ali je tveganje za poseg večje od tveganja, da žila poči, ali ne. Na podlagi tega se odločimo, ali gremo oziroma gredo interventni radiologi v poseg. Moram pa še reči, hvala vsem vašem kadru, res na nevrološki ste taki strokovnjaki, da smo mi, ki smo preživeli, smo vam ful hvaležni, ko vemo, kaj vse naredite za nas. Res ena velika, velika hvala za vse, kar ste za nas naredili. Tudi v imenu kolegov, ki so bili pri vas, ki me jih imam v klubu, ki zdaj jaz vodim klub, res ena velika, velika hvala za vse, res. No, lepo slišati, tako pohvala, neposredno. Doktor, še eno vprašanje. Pri tej levkopatiji bi rad vedel, a je tu potem nevarnost kapi in drugo, ali je, rekel, nujno narediti ultrazvok vratnih arterij? Glejte, nevarnost je tako, kot sem rekel, če pride do teh mikrokapi na strateškem mestu. Na strateškem mestu pomeni tam v globini, ki sem rekel, da nastanejo te krvavitve, potem lahko pride do razvoja možganskih kapi. Če pride pa na drugem mestu, kjer niso toliko strateške, na tistem delu pa pravzaprav se to klinično običajno ne izkaže. Glede ultrazvoka vratnih arterij sem pa rekel, jaz mislim, da je fajn ljudje nekje med 60 pa 70 let, da saj en ultrazvok naredijo, še posebej, če imajo prisotne dodatne dejavnike tveganja, med katerimi bi izpostavil predvsem kajenje in arterijsko hipertenzijo neurejeno. Lahko tudi ostale. Ja, hvala lepa. Jaz bi vprašala, če smem še eno principielno vprašanje. Ali patologija, ta, ki ste jo razlagali, kapi in tako dalje, je kaj narasla po covidu? Po cepivih in tako dalje? Imeli primere, pogosto nismo bili navajeni, med znanci naenkrat kap. Bil je cepljen večkrat in bi rekla, čez kakšne par mesecev kap. Zdaj, ne opažate porasta?
A veste, kaj smo veliko videli? Imam čisto po resnici povedal, kaj smo zelo, zelo veliko videli. Ja. Čisto praktično, a ne. Jaz Ja. bom rekel, jaz zelo veliko praktično delam, ogromno pacientov gre prek mojih rok. Ja. In bomo tako rekli, a ne, se pravi, mi sami smo dokazali, se pravi, neposredna, mislim, da sta bila 2 primera povezana s cepljenjem. Drugače pa zelo tako, se pravi, bolj bi rekel, da je sam ta COVID-19, koronavirus, je zelo, kako bi rekel, tak vpliva na več organov in proti koncu, se pravi, mislim, da spomladi 2022 smo imeli kar naenkrat zelo veliko mladih bolnikov, a ne, tako bom rekel, mi imamo običajno enega bolnika mlajšega od 50 let, takrat smo imeli pa 6-7 bolnikov, ki so bili v neposredni povezavi bolj z prebolevanjem, ne pa toliko z cepivom, no. Jaz se težko opredelim tega, da bi po samem cepljenju bilo več. Mislim, da večkrat pride sočasno do kakšnih, se pravi, čisto izkustveno gledane, dostikrat prišlo do ljudi, ki so prebolevali COVID, so imeli dostikrat atrijsko fibrilacijo, tudi mlajši bolniki. Ali so pa veliko kašljali in je prišlo do te poškodbe vratnih žil, do disekcije. Prav lepa hvala. Ja. Pardon. V chatu je še nekaj vprašanj, kot da bi jih jaz kar prebrala. Kaj predlagate zelo oddaljeni osebi od reševalne postaje in bolnišnice? Čakanje doma na rešilca ali prevoz osebe z osebnim vozilom do možne točke srečanja? Mislim, jaz bom rekel, kar je prav, pa izkušnje iz družinskega od strica oziroma od bližnjega sorodnika, a ne. Zdaj, kot sem rekel, a ne, čas je tle zlato, a ne. Zdaj, če imamo mi, bom rekel, neko jasno to klinično sliko, kot sem jo prej pokazal, z oslabelostjo dela telesa in brez neke motnje zavesti, je bistveno večja verjetnost pa povečanega tlaka, da gre za to ishemično, kjer se mudi, a ne. Še posebej, če so neko oddaljena kraja, kjer je dostopnost težja, ali pa da reševalci ne bi vedeli, kje je to, a ne, recimo Koprivnik nad Bohinjem ali pa že Polhograjci v okolici Medvod, kjer sem sam, a ne, tam je pravzaprav bi jaz za mojega strica, za svojega očeta ali pa za svojega brata, bi ga verjetno peljal sam bližje. Ker, kot sem rekel, čas je zlato, 1 ura pomeni polovica rešenih, 4 ure pa 14. Ja, potem je naprej. Iz vašega predavanja sklepam, da je po uspešnem interventnem ukrepanju sledi dolgotrajen in težaven čas za bolnika, za obnovo funkcij, potrebnih za normalno življenje. Kot sem rekel, koliko hitro pa pri nekaterih, ne pri vseh, a ne, če pogledamo tisto gospo, ki sem jo pokazal, je v bistvu brez nevroloških izpadov. Naredi se tudi, da ljudje, ki imajo hudo nevrološko prizadetost, zapustijo bolnico po 2-3 dneh. Kako bo pa, če pa nismo tako uspešni oziroma če, bomo rekel, spet, če je lokacija, ta strateško mesto, kot sem rekel, tam je to zdravilo manj uspešno, potem pa lahko traja tudi več tednov, več mesecev do rehabilitacije. Ampak to mi do recimo dneh po intervenciji ne moremo za nobenega vedeti, kako se bo šlo. Dobro. Tole imamo. Zdajle še, spoštovani.
Aha. Tamle ena gospa sprašuje glede rehabilitacije. Rehabilitacija načeloma po možganski kapi, se pravi, mi ljudje redno vodimo, načeloma po 2 letih, če se je nekdo, ali pa po 3 letih, če opazimo, da se je stanje funkcionalno poslabšalo, običajno nevrologi podamo predlog, bom rekel, govorim zase in za moje kolege, za rehabilitacijo, obnovitveno rehabilitacijo. Kako z osebnimi zdravniki, a hočejo to napisati ali ne, težko rečem, bi mogel preveriti, no, ampak zagotovo bi bilo zaspraviti gospo do nevrologa in se pač napiše ta predlog. Jaz lahko povem svojo izkušnjo, jaz svoji osebni zdravnici povem, na 2 leti nekje nam pripada obnovitvena rehabilitacija in jo prosim, da napiše in da predlog, pol pa ZZZS odobri ali pa zavrne. Tako, neodvisno kakšna je prezentacija, kaj se reče, kako se napiše, kako se poda ta predlog. Tako, ja. Mogoče tam še vprašanje, kakšno fizično telovadbo, glejte, preventiva, mislim, da je kar podobna telovadba, kot velja že pri vas, skratka, nikoli ni dobro pretiravati, namreč neko pretiravamo, tako rekel, no, ekstremno pretiravanje, ekstremno napenjanje, a ne lahko vodi tudi do motnje srčnega ritma, če ne drugega, oziroma paradoksno kap, da izjemno pretiravanje, zadrževanje diha verjetno ni smiselno. Glede INSPRE nimam veliko izkušenj, tako da ne bi tle nič odgovarjal, se opravičujem. Ja, gospod doktor, bi samo vprašala, ker tu noter piše, da je toliko stranskih učinkov. Jaz imam samo eno ledvico, ena je bila rakasta, odstranjena, in toliko piše, ne jemljite, če imate slabo ledvico ali pa če no, glavnem, pač da naj ne jemljamo, zelo me zanima, ne. Aha. Ja, ampak, veste, vedno se tveganje, mislim, kdo vam je pa predpisal INSPRO? Kardiolog. Ja, mislim, najbolj vprašati, zakaj pa kako, ampak mislim, da strokovnjak, ki to predpiše, je spet, bom rekel, tveganje za stranske učinke in izboljšanje, verjetno na tem mestu predvidevam, je boljš korist od tveganja. Boljši, da jemlja, hvala. Jaz mislim, ne bom nič rekel, ampak predvidevam, ne predpisujem. Ja, hvala. Dobro večer, Brigita Letonja pri telefonu, hvala za odgovor glede rehabilitacije za mamo. Bi pa rada z vami vsemi delila izkušnjo, tudi oče mi je umrl, kmalu bo 3 leta, za možgansko kapjo, predvidevam glede na predavanje, da je imel v deblo oziroma zelo globoko zadaj v možganih, ker se pa niso odločili zdravniki preko telekapa, je bilo to čas korone, novembra meseca, ni bil bolan, se pravi, na srečo ni imel covida, in se niso odločili za to zdravljenje. Bil je popolnoma hrom, pa popolnoma priseben, zavesen, brez da je lahko, se pravi, jaz menim, da to je ena, mislim, da najhujših oblik, ki obstaja, takšnega primera danes, hvala Bogu, nam niste pokazali, ampak hočem povedati, da je zgleda bil ta tumor tako velik, danes ste tudi milimetre omenjali, pa tako globoko, da se niso odločili za zdravljenje. Lahko da je bilo tudi krvavitev, če so tako se niso odločili, ali pa čas zamujen, tako bom rekel, se pravi, predvidevam. Ker če je krvavitev, potem pravzaprav ne moramo nič ukrepati. Čas nismo zamudili, je bilo takoj ukrepanje, kot so bili na telovadbi šole zdravja, ko poteka po celi Sloveniji, bilo pa je to, da so pač pojasnili mi takrat, ko smo lahko komunicirali samo preko telefona, da je bom rekla, na zelo težko dostopnem mestu, meni kot laiku, tako da žal ni bilo pomoči. Hvala.
Skratka, ja. Še enkrat poudarjam, mogoče prej nisem preveč, skratka, veliko ni samo, pri zdravljenju naših bolnikov sodeluje celotni tim, ni samo zdravnik, niso samo sestre, ampak pravzaprav izjemno delo gre pravzaprav tudi našim terapevtom, ki so res specializirani, dobri, večinoma res obvladajo svoj posel in tudi glede rehabilitacije se dostikrat posvetujemo pravzaprav tudi z njimi. Kot sem rekel, so oni bolj specializirani, določen del jih vedno primanjkuje, ampak bi pa res tle javno tudi vsem tem našim sodelavcem, terapevtom dal eno veliko zahvalo za vse, kar delajo. Bi še kdo kaj vprašal? Dober dan, jaz bi vprašal, kako se ubraniš oziroma, ko si že imel kap, kakšna je preventiva, da se to ne ponovi ali pa zmanjša? Kot sem mogoče rekel, je se pravi tveganje za možgansko kap, približno 30% so vzrok naplastitve na velikih arterijah. Vsem bolnikom, ki pridejo na našo kliniko, poslikamo žile, tako na vratu kot v glavi. Če je potreba po vstavitvi opornice, dobijo ljudje tudi opornico žilno, če ne maksimalno medikamentozno terapijo in ljudi spremljamo redno z ultrazvokom. 1/3 vzrokov je, se pravi, vzrok srce, kot sem rekel, najpogostejši ritem atrijske fibrilacije. Včasih, če ne vemo, pa če je velika kap, posumimo na to in potem priporočamo bolnikom, da si, če ne drugega, redno merijo krvni tlak, če slučajno aparat zazna aritmijo, je potem čim prej do svojega zdravnika, da se ugotovi, gre za ta ritem te atrijske fibrilacije in se čim prej uvede zdravilo. Za 20% smo rekli, so te kapi v globini, kjer pa dejavnik tveganja starost, na katero nimamo vpliva. Ostalo pa, kot smo rekli, kot velja za vse, se pravi predvsem uravnati dejavnike tveganja, se pravi, da je krvni tlak urejen, da ni arterijske hipertenzije, da so krvne maščobe urejene, da je vrednost LDL pod 1,8, pa da recimo, da je krvni sladkor urejen, da je vrednost glikiranega hemoglobina urejena, pa da se skrbi za redno telesno aktivnost. Več kot to se pa ne da. Hvala lepa. Mene pa zanima eno vprašanje glede mojega moža. Jutri bo prišel po 19 dnevih domov iz bolnišnice. Zadeta je seveda cela desna stvar,
očmi vred, oziroma desna stran očesa. On je fizično v redu, tudi dokaj hitro je vstal in zelo lepo je že sam, če tako rečem, je pa zelo zmeden. Mene ta zmedenost zelo skrbi, bolj kot fizična. Se pravi, ste rekli, da desna stran vidnega polja, da ne vidi? Ja, on ne vidi, v bistvu, ja, vidno dol ne vidi. Desna stran vidno polje, recimo, je na eni strani prizadeto, to pomeni, da je zadnji del možganov prizadet. A ne? Zdaj, ugibam samo, ampak lahko je pač ta del prizadet, lahko je tudi to en del globokih jeder prizadet. In seveda ta zmedenost je posledica pravzaprav, da govorimo tudi, da so vsi centri med sabo malo povezani, če malo poenostavimo, in lahko pride tudi do zmedenosti oziroma malo, bomo rekli, malo demence, malo kognitivnega upada. Ena stvar je hkrati s tem, ena stvar je, da je zmedenost vidimo tudi, da recimo, da jim bolnišnično okolje starejšim ljudem ne ustreza, lahko pride do kakšnega delirija, tako da bo treba počakati, kako bo doma, nekaj dni bo treba za počakati, pa da se vidi. Potem pa, če se ne bo umiril, pa je lahko prišlo tudi do, mi rečemo, te vaskularne demence, ki je, se pravi, malo drugačna kot tipična demenca, kjer ljudje pozabljajo, kot sem prej omenil, pa da imajo težave z enostavno vidno prostorske funkcije. Načeloma je tudi tu, gre za tisti del rehabilitacije, ko govorimo, da je dolgotrajna. Če ni bilo predhodne že kaj demence pri gospodu, če je bil predhodno čist v redu, potem obstaja boljši rehabilitacijski potencial. Hvala lepa, doktor.